Ja, dober dan vsem. Lepo je videti na tednu možganov. Tako, ker spremembo 2003, ko smo začeli s prvimi predavanji, takrat so bile v bistvu samo spletne strani in je prav luštno videti, no, vsak leto, ko pridete pogledati kaj novega ali pa mogoče tudi starega, kar se da povedati o možganih. Tako, kot je bilo rečen, prosili so me, če bi letos povedal nekaj v povezavi med jezikom pa delovnim spominom. In to je ena tema, ki smo se je ravno par let nazaj lotili, ko so nas povabili k pripravljenega poglavja za knjigo, ki je posvečena prav delovnemu spominu in jeziku. Tako da vam bom poskušal malo predstaviti nekaj v jeziku, nekaj v delovnem spominu in na kakšen način sta med seboj povezana. Zdaj, če začnemo z jezikom. Okay. Če bo hotel iti naprej, pa očitno noče, samečkam. Tehnične težave so zmeri najbolj zabavne. Evo, super. Ja. Če povemo najprej nekaj v jeziku, tako, jezik je precej kompleksen sistem. Nekaj ste v njem že slišali, tudi ta teden, in združuje več nekih različnih možganskih in kognitivnih podsistemov, ki so med seboj tesno povezani. Pa lahko govorimo o semantičnem spominu, o mentalnem leksikonu, ki hrani nekako vse besedišče, ki ga imamo, o fonološkem leksikonu, ki hrani fonološke reprezentacije teh besed, motorični sistem, ki nam omogoča izvajanje različnih motoričnih aktivnosti, ampak nadzoruje tudi gibanje naših ust, jezika, slušalk, glasilk, in pa zaznavni sistem, ki na drugi strani omogoča zaznavanje zvoka. Zdaj, če se sprehodimo malo po tem sistemu, ugotovimo, da ko oblikujemo jezik, začnemo z neko zasnovo tega, kar želimo povedati. Recimo, zdaj, ko govorim, imam v glavi, kaj je to, kar bi vam rad naprej prenesel. Da vam to lahko naprej prenesem, moram priklicati znanje, ki ga imam o določeni tematiki, načrt, ki sem si ga sestavil, ali pa tudi siceršno splošno znanje. Moram izbrati pojme, s katerimi skušam neko sporočilo prenesti, oblikovati stavke, izbrati te prave besede, ki označujejo pojme, priklicati, kakšna je fonološka koda, načrti za izgovorjavo teh besed, pretvoriti to v ustrezen motorični načrt, s pomočjo katerih nadzorujem gibanje svojih mišic, in rezultat tega je nek zvočni držljaj, ki po zraku potuje do vas. Na drugi strani bo pa ta zvočni držljaj prišel do vaših ušes, in tam se sproži naprej zaznavni proces. V okviru zaznavnega procesa, pa spet v okviru zaznavnega procesa bo pa prišel naprej do osnovne analize zvoka, ki pride do vas. Te bodo aktivirali potem ustrežno fonološko reprezentacijo besed, te bodo aktivirale v mentalnem leksikonu ustrezne besede, pojme, hkrati bo prihajalo tudi do nekega sintaktičnega razčlenjevanja, na podlagi katerega boste razčlenili, katera beseda tvori katero vlogo v stavku, integrirali boste to z vašim siceršnjim predhodnim znanjem in rezultat tega bo, da si boste spotoma oblikovali neko predstavo o tem, kaj jaz vam naprej sporočam. In to je tako zelo kratek in hiter pregled jezikovnega sistema. Če gremo naprej, pridemo do delovnega spomina. Zdaj, kaj je delovni spomin? Delovni spomin je neka sposobnost, da lahko za kratek čas vzdržujemo neke informacije, ki niso neposredno prisotne v obliki nekih držljajev. Naprimer, če bi vam rekel, in to je tak zelo klasičen primer, dajte si zapomniti, zapisati, prepisati naslednje številke 7, 9, 4, 3, 8, 6. Bi ta čas, od kar ste jih videli ali pa slišali, do tega, da si jih vpišete v telefon, prepišete na list papirja, bi jih vzdrževal v svojem delovnem spominu. Kjere so bile? Res je. Zdaj, ko gremo pogledati, kaj v bistvu sestavlja to našo sposobnost vzdrževanja informacij za kratek čas, imamo nekaj različnih modelov, ki smo jih postavili skozi čas. En izmed takih najbolj odmevnih je model, ki sta ga postavila Badley in Hitch, in moj računalnik danes zelo počas gre naprej. Evo.
ki sta predpostavlja, da imamo več posameznih specifičnih shramb, ki hranijo vidne pa prostorske informacije, fonološke informacije, tako kot jih slišimo ali pa sami ustvarjamo. Včasih imamo te lahko med sabo povezane in integrirane in vse skupaj nadzira nek centralni izvršitelj. In to so komponente, ki omogočajo nalagati po domač povedane informacije v delovni spomin, vzdrževati v delovnem spominu in potem uporabljati za neko nadaljnje procesiranje. Dva različna sistema. Zdi se, da sta ta dva sistema med seboj tako bolj ali manj nepovezana. In tudi, ko beremo literaturo v jeziku in beremo literaturo v delovnem spominu. Včasih se zgodi, da pride kakšna pobuda, tako kot je bila za knjigo, ki sem jo omenil, pri katerih postane ta meja malo permeabilna. Ker se sprašujemo, na kakšen način delovni spomin pomaga pri procesiranju jezika. In obratno, kako mogoče jezik lahko kdaj pomaga pri tem, kako ohranjamo informacije v delovnem spominu. In nekaj teh primerov si bomo danes pogledali. Bi vas prvi prepričal, ali pa vam vsaj dal zamisliti, da mogoče pa ne gre zares za dva popolnoma ločena sistema, ampak gre za več, v tem primeru dve plati, istega, precej kompleksnega sistema, ki v enem primeru z enega zornega kota mu rečemo delovni spomin, z drugega zornega kota pa jezik. Pa zdaj bomo pogledati ene par primerov. Recimo, da hodite okoli po svetu in pridete v neko novo kulturo, uporabljajo nek drug jezik, ali pa imate slučajno eno simpatično mlado raziskovalko, ki date idejo, da naj se spomni neko žival, ki ne obstoja. In srečate nekaj takšnega. In potem vam Grega reče, ja, tole je pa halopa. In si zapomnite, da to je bila pa zdaj kaj? Halopa, ja. Zdaj, ko ste odgovorili nazaj, kaj to je bilo, ste uporabili svoj delovni spomin, ampak s časoma bi pa to besedo si zapomnili dolgoročno. In ko bi naslednji srečali tako žival, bi rekel, to je pa halopa. Skratka, usvojili bi neko novo besedo. In to, kar se izkaže, je, da če so naše sposobnosti vzdrževanja za kratek čas, takega čist lahko nesmiselnega na začetku niza fonemov okrnjene, potem so okrnjene tudi naše sposobnosti usvajanja jezika in novih besed. Pri tistih posameznikih, ki so zaradi različnih poškodb možganov, se je zgodilo to, da sicer lahko govorijo, uporabljajo jezik, ampak imajo pa težave z čist najbolj osnovno to sposobnost delovnega spomina, zelo težko usvajajo nove besede in se težko učijo novih jezikov. To je en primer tega, kako je delovni spomin pomemben za osvajanje jezika. Potem ima lahko Grega recimo kakšen tak poetičen trenutek in začne razlagati in tvori kakšne take dolge stavke. Ana, sosedova hči, ki rada peče potice, ki so polne sončnih rezin iz groze, ki raste na soncem obsijanem vinogradu, obraščenem z visokimi srebrnimi cipresami, na koncu dolge vijugaste ceste, polne od dežja spranih lukenj iz potovanja, po snegom obliti islandski pokrajini prišla polna nepozabnih vtisov. Dolg stavk. Zdaj, ta stavk moramo nekako sestaviti na takšen način, da ga lahko razumemo, zakaj gre. Kdo je tisti, ki je imel nepozabne vtise? To je bila Ana, nekdo, ki smo ga povedali kar nekaj časa nazaj na začetku stavka. Razvozljati, kaj na koncu ceste, kakšna je bila cesta, kakšne so bile rezine. Če hočemo si vzpostaviti nek model tega, kaj je bilo povedano, moramo uporabljati delovni spomin, kjer lahko informacije, ki zdaj sicer jih lahko vidite vse gor, ampak če vam jih umaknem, če vam samo verbalno povem, jih ni. Pa morate sestaviti nek pomen tega, kar je bilo povedano. In podobno, in zato potrebujete delovni spomin. In podobno, kot je delovni spomin pomemben za to, da lahko razvozlamo pomen različnih stavkov, je pomemben tudi za to, da sestavimo to, kar želimo povedati. Nismo tako kot ChatGPT, kjer bi enostavno na podlagi neke kompleksne mreže napovedovali, kaj bo naslednja beseda, ampak se dejansko ustvarimo neke vsebine, ki jih hočemo povedati, in potem s pomočjo delovnega spomina sestavimo, kakšno bo ustrezno zaporedje teh besed in jih podamo. In z novim stavkom in z novim stavkom in tako naprej.
Tako če si nekoliko že pogledamo, kakšen je odnos med jezikom pa delovnim spominom, lahko rečemo na še smeri, ok, jezik je en sistem, delovni spomin je drug sistem in to, kar nam delovni spomin omogoča, je, da pri jeziku se lahko učimo jezika, lahko tvorimo stavke oziroma jezik in lahko razumemo jezik. Ok, delovni spomin pomaga pri jeziku. Kaj pa obratno? A imamo tudi tukaj kakšne povezave? Pa vam dam spet eno nalogo. Dajte si poskušati zapomniti naslednje pseudobesede, jim rečemo. Namor, medmot, kiplo, žela, poslah, migost, zmednost. Ok, kaj je bilo? Ok, tam to enih 3 ste prišli kaj tašnega. In dejansko, ko to delamo na vajah za študenti psihologije, pri takih besedah so sposobni si zapomniti približno 3 besede in pol iz takšnega seznama. Lahko damo pa drugačen nabor držlajev. Pa rečemo recimo navor, medmed, kislo, žeja, posluh, milost, zmernost. Pa dajte zdaj povedati, kaj je bilo. Tle se že kar do 5 prišli. Ne? Ja. Ja, ne. V tem primeru se jih pa dejansko zapomnimo več in tako nekako poprečno število besed, ki si jih študenti zapomnajo, je 5. In tukaj vidimo, da če gremo od nesmiselnih besed do abstraktnih besed, vzajmo jih abstraktne, zaradi tega, ker če bi dali konkretne besede, si še celo pomagamo zraven s tem, da si jih vidno predstavljamo, tukaj si jih pa ne moremo. Vidimo, da to, da so besede iz nekega znanega jezika, kar poveča število besed, ki si jih lahko zapomnimo. In že kar nekaj let nazaj je ena skupina študentk na vajah iz kognitivne psihologije imela naslednjo idejo. Pa dajmo posameznikom, da si poskušajo zapomniti številke ali pa pseudobesede, ki so podobne številkam v slovenščini, angleščini pa v vietnamščini. In to, kar se je izkazalo, da če so nesmiselne pseudobesede, vse in kateremu jeziku so podobne, si študentke zapomnajo približno enako. Če so pa dejanske številke, so si slovenskih zapomnili največ, angleških nekoliko manj, vietnamskih pa najmanj. Ker kaže na to, da poznanost besed vpliva na to, koliko lahko jih vzdržujemo v delovnem spominu. Zdaj, na kakšen način bi si to lahko razložili? Recimo, če vzamemo besedo hiša, da bi slišali hiša, in potem imamo nek zamik. In po tem zamiku še skupico nekih drugih besed, bi vam v spominu ostali hiš, pa niste si mogli vzdrževati popolno besedo. V tem primeru, glede na to, da veste, da gre za smiselno besedo, bi brez problema dopolnili pa bi rekel, hiša je bila. Če vam dam pa besedo mifa, pa bi se vam tukaj zgodil, da bi konc te besede pozabili, tukaj pa si ne bi mogli predstavljati, katera beseda je točno bila. Besede jezika imajo neko stopno redundantnosti, omogočajo, da tudi, če se jih spomnimo samo en košček, jih lahko dopolnimo v celotno besedo in na ta način jih lažje prikličemo. In to nam pri delovnem spominu predstavlja neko prednost, ko skušamo priklicati tisto, kar smo predhodno slišali. In tukaj imamo nek način, kako jezik vpliva na to, kako dobro si zapomnimo verbalne informacije. Kaj pa kakšne druge vrste delovnega spomina? Se nimamo samo spomina za besede. In tukaj vam pokazal rezultat ene študije, ki smo izvedeli nekaj časa nazaj in šlo je za nalogo prostorskega delovnega spomina. Naloga je gledati točko na sredi zaslona, potem se za kratek čas pojavi nek tarčen držlaj, ki si ga je treba zapomniti, ta izgine in čez nekaj časa je treba, zdaj pa lahko na različne načine, ali s pogledom, ali pa s tem, da se joystick premakne, povedati, kje je bila tarča prej prikazana. In tarča je bila v resnici prikazana tukaj, ampak vzdrževati si v mislih, kje točno je, kjera lokacija je bila prikazana, je razmeroma težko. In to, kar opažamo pri udeležencih, je, da se tarča od tukaj premakne k diagonali.
Pa se vprašamo, zakaj se to zgodi, zakaj udeleženci v povprečju odgovarjajo bližje diagonali, kot pa je bil dejansko prikazan držlaj. Pa lahko razdelimo naše vidne polje na 4 kvadrante in rečemo, se ena možnost pa je, da si zapomnimo, da je bila tarča prikazana desno zgoraj. In prototipični položaj desno zgoraj je na diagonali. In to, ker se izkaže, da v tistih poskusih, kjer udeleženci mogoče o čem drugem razmišljajo, ker ne dajo veliko miselne energije ali pa enostavno svojih miselnih sposobnosti v to, da bi pozornost usmerjali na to, kje je bil držlaj prikazan, takrat se zgodi, da potem po zamiku težko rekonstruirajo čisto točno, kje je bil držlaj prikazan, in podajo v večji meri take odgovore, ki jih premaknejo po diagonali, kot pa takrat, ko že na začetku posvečajo dovolj pozornosti. Kar kaže na to, da tudi pri prikazu položajev si nekako pomagamo z našimi verbalnimi sposobnostmi. Prekodiramo v ime in tisto potem lažje vzdržujemo, kot pa, če bi si poskušali zapomniti zelo specifično točno lokacijo. Pa bom dal še en primer. Recimo, da si morate zapomniti te 3 barve. In po kratkem zamiku se pojavi vprašanje, a je bila kakšna barva spremenjena? Ja. In tukaj, še posebej, če so samo 3 držlaji, to je nekako povprečna zgornja meja tega, kar si lahko zapomnimo, so udeleženci razmeroma kar dobri. Lahko damo pa drugačen nabor držlajev, damo takele barve. In potem čez čas, pa malo zamika, rečemo, se je kakšna izmed teh barv spremenila in se je spet. Ampak v tem primeru, če delamo čez več poskusov, se izkaže, da udeleženci naredijo več napak. Prej spregledajo, da se je kakšna barva spremenila. Zakaj? Tukaj gre za take zelo prototipične barve, ki jih lahko zelo enostavno poimenujemo. Medtem ko v tem primeru je pa malo težje poimenovati te barve. Imamo za tega manjšo prednost pri temu, da lahko neke vidne držlaje verbalno prekodiramo in vzdržujemo potem imena teh držlajev. In na takšen način nam prekodiranje verbalne informacije poda neko prednost, zato ker take držlaje lažje vzdrževati. Namreč, ena izmed stvari, zdaj si morajo študenti prvega letnika zatisniti ušesa, ki jih izpostavljamo na vajah, je študente vprašam, tole zadevo, vidite? Ja? Vprašam, koliko se mi zdi ta težka, ali pa trda, ali pa kaj bi se z njo zgodili v različnih situacijah. In študenti lepo mirno povejo, kaj bi se s tem zgodili. Čeprav te zadeve v življenju še niso videli. Njim seveda podobne, ampak prav specifično te, pa ne. Noben izkušnje nima, noben od vas ne s tem. Pa bi verjetno znali povedati, kaj bi se zgodili, če bi tole nekomu na glavo padel. Zakaj? Zato, ker to, kar omogoča naš predstavni sistem in jezikovni sistem, je, da ko vidimo nek tak objekt, enostavno ga klasificiramo, ga vstavimo v nek predalček, ki mu rečemo v tem primeru kamen. In to nam omogoča, da lahko v njem prikličemo kupico nekih različnih informacij. To, da je težek, da je trd, da dolg časa traja, da je morfen. In to nam omogoča beležiti v jezikovnem sistemu med sabo povezovati ključne informacije, ki nam omogočajo jasno komunikacijo. Ampak hkrati tudi to, kar nam omogoča, je, da neko tako kategorijo zelo jasno ločimo od drugih kategorij, tako kot je stol, miza, avto, kolo, lonc, kozarc, steklo, kristal. In vsako izmed njih lahko zelo robustno vzdržujemo, ne da bi jo zamešali z nečim drugim. Če si moramo zapomniti nek položaj zelo specifično, ne bomo čisto točno, kje točno je bilo. Če pa rečemo desno zgoraj, je pa to zelo jasno ločeno od desno spodaj, levo zgoraj, ali pa če bi na kakšen drug način prekodirali pa poimenovali. In na ta način nam jezik lahko pomaga pri našem delovnem spominu. To na ta način, da nam omogoča robustne reprezentacije, da omogoča rekodiranje nekih vidnih držlajev, prostorskih držlajev v jezikovne reprezentacije, ki so dosti bolj robustne, in da nam tudi omogoča nek proces osveževanja. Takrat, ko ste imeli tistih 6 cifr na začetku, grem stav, da ste si jih v glavi ponavljali. Da ste uporabljali neke jezikovne procese, tihe izgovorjave za to, da ste stalno osveževali, katere številke so bile prikazane. In na ta način jezikovni sistem
olajša in omogoča vzdrževanje informacij v našem delovnem spominu. Ampak tako kot klasifikacija omogoča, da kamnu rečemo kamen in da dobimo kopico informacij v njem, nam pa jezikovna klasifikacija pa nekako razporejanje v različne kategorije včasih tudi postavlja meje, ki so nekoliko lahko neupravičene ali pa umetne. In takrat se nam lahko zgodi, da pride do zelo različnih fenomenov, ampak en je tudi ta, da narišemo meje tam, ki jih v resnici ni, zaradi ker nam je na ta način lažje pojmovati stvari. In predstavljamo si lahko, da mogoče jezik pa delovni spomin nista tako zelo določena. Gre pri obeh za to, da imamo v našem kognitivnem sistemu in v naših možganih kopico nekih različnih sistemov, s pomočjo katerih lahko reprezentiramo različne informacije. Te so med sabo gosto povezani. In imamo lahko nek dodaten sistem, pa da mu reče aktivacijski sistem, ki omogoča, da lahko z njegovo pomočjo vzdržujemo reprezentacijo v nekih različnih drugih sistemih. In da na ta način lahko vzdržujemo reprezentacijo neke vidne informacije, ali pa neke slušne informacije, ali pa neke multimodalne informacije. Ali pa lahko s tem sistemom aktiviramo proces, kot je notranji govor, ki nam omogoča dodatno vzdrževati bolj robustno te vrste informacij. In potem damo temu nalepko in rečemo, aha, to je pa delovni spomin. In na drugi strani imamo lahko neke različne jezikovne procese, ki omogočajo tvoriti stavke, povezovati med sabo povedi ali pa jih razčlenjevati, ki uporabljajo ravno tako podobne procese, ki jih uporabljamo za delovni spomin. In temu bomo potem rekli jezik. Zdaj, a je temu tako, a ni temu tako, to, kar kažejo taki rezultati, kot smo o njih danes že govorili, nakazujejo, da ja, verjetno gre res za to, da imamo nek razmerno kompleksen sistem, ki ga lahko uporabljamo na različne načine. In v enem kontekstu bomo temu rekli delovni spomin, v drugem kontekstu bomo temu rekli jezik, v tretjem bomo rekli zaznavanje, ali bomo pa rekli motorično načrtovanje. V resnici gre pa za neko precej tesno povezano integrirano celoto. In da je temu tako, kaže tudi rezultati različnih funkcijskih slokovnih analiz in študij. In ko smo pripravljali to naše poglavje, smo z Nino pa Anko naredili na tako mini metaanalizo različnih študij, kjer smo pogledali, katera so vse tista področja, ki se povezujejo z izvajanjem nalog delovnega spomina. In ta so označena modro. In vidimo, da jih je en cel kup razposljenih po različnih delih možganov. Potem smo šli pogledati, katera so tista področja, ki so aktivna takrat, ko posamezniki izvajajo neke jezikovne naloge. In spet vidimo, da so nekatera področja, ki so spet po različnih predelih možganov. So pa neka področja, ki se dejansko prekrivajo, ki so aktivna v eni in v drugi situaciji, v enem in v drugem kontekstu. In eno tako področje, kjer je to še posebej zanimivo, je Brokovo področje. Ne vem, če ste o njem že kaj slišali ta teden, ampak en izmed prvih takih pomembnih spoznanj, ki so povezovale naše možgane z našimi jezikovnimi sposobnostmi, je bil ugotovitev, mislim, da je bil angleški nevrolog, da pri enem pacientu, ki mi je poškodovano to področje, imel hude težave z oblikovanjem, s produkcijo govora. In temu področju rečemo Brokovo področje in veliko časa se je smatrali, da je to tisto področje, ki je zdaj specializirano za produkcijo jezika. Pa se izkaže, če izvajamo bolj podrobne raziskave, da ni specializiran samo za produkcijo jezika, ampak tudi, ko gre za razumevanje jezika, ko gre za vzdrževanje informacij v delovnem spominu, zelo različne stvari, ki jih počnemo, je to isto področje aktivno in se da tudi na njem razdeliti posamezne funkcijske meje. In težko reči, da to je pa zdaj področje samo za eno samo in zgolj tisto specifično stvar. In tako, če se malo poglobimo v možgane, ugotovimo, kako so dosti bolj kompleksen sistem, kot pa se nam lahko sprva zdi, in kako so med sabo tesno povezani in integrirani, in kako včasih delamo krivico, ko rečemo nečemu delovni spomin ali pa jezik, ki gre v resnici za uporabo enega in istega čudovitega biološkega sistema, ki nam omogoča vse to, kar lahko počnemo v svojem vsakdanjem življenju. Tako na podlagi tega mogoče lahko rečemo, da ne gre samo za jezik ali pa delovni spomin, ampak da gre za
povezavo večjih različnih kognitivnih sposobnosti in možganskih sistemov, ki jih uporabljamo v našem vsakdanjem življenju. To. Hvala lepa, imamo tudi nekaj vprašanj. Najprej, šimpanzi imajo domnevno boljši kratkoročni spomin od človeka. Ali ima to kakšne implikacije za njihove jezikovne zmožnosti? Ja. Kot prvo bi se mogoče lahko naslonil to predpostavko, da imajo šimpanzi boljši delovni spomin od človeka. Tako, naloge, ki jih izvajajo šimpanzi, ko ne rečemo, da izvajajo delovni spomin, ali pa ki jih izvajamo ljudje, so zelo različne. Tudi kako pridemo do tega, da ljudje delamo naloge delovnega spomina, pa šimpanzi, je pot povsem drugačna. Jaz vam lahko rečem tako, zdaj pa gledajte na zaslon, bo prikazana pika, dajte si zapomniti, kje je, pa boste pol pokazali, kje je ta pika bila. Da to naučite šimpanza ali pa makak kopice, s katerimi se večkrat delajo te raziskave, bo trajalo tako kakšne 3 mesece, da jih boste naučili take naloge. Vsekakor, če mu rečete, tako Ferdo, zdaj pa glej na zaslon, pa ne bo šlo. Ker pomeni, da so tudi mehanizmi, ki so v ozadju, lahko precej drugačni in se na videz lahko zdi, da imajo boljše sposobnosti. In čisto možno, da jih tudi imajo, če so v večji meri vsakdanjem življenju vpleteni v to, da si mora zapomniti neke specifične lokacije, kot pa si jih moramo mi. Zdaj ima to kakšen pomen za jezik. Ja, če bi šimpanzi znali govoriti, potem bi jim mogoče v določenem aspektu to pomagali pri razumevanju določenih pojmov, ki se vežejo v tem primeru na prostorske odnose. Okay, hvala. Potem, kako disleksija vpliva na pomnjenje oziroma na povezavo med jezikom in delovnim spominom? Ja, fajn vprašanje. Tako, disleksija, zdaj nisem strokovnjak za disleksijo, ampak če bi si pogledali v ta naš sistem, ki smo si ga narisali na začetku, predvidimo, da disleksije prihaja predvsem v tem koncu, ki se nanaša na zaznavni sistem. Da gre za težavo pri tem, kako med sabo, kako težavo s pozornostjo v določeni meri, predvsem pa tem, kako povezati pa združiti položaj različnih črk. In če so črke, če jih je težje prepoznati in če je težje vzdržati, ali pa, vzdržati, kje se kakšna črka nahaja, je seveda težje brati. In če to rezultat tukaj, ali pa težava tukaj, potem bo težje brati, bo težje razumevati besedilo, ker bo več časa vzeli, da ga preberemo. Druge sposobnosti bodo pa lahko v bistvu neokrnjene. Okay. Pa mogoče imamo čas za še eno. Ali obstajajo razlike med obsegom vizualnega delovnega in slušnega delovnega spomina med moškimi in ženskami? Tako, študije, ki so jih izvajali različne, dejansko kažejo, da ko gre za različne vidike delovnega spomina, lahko za vsakega teh različnih komponent delovnega spomina podamo ločeno oceno tega, kakšna je njegova kapaciteta. Imamo drugačno kapaciteto za vzdrževati verbalne informacije, za slikovne informacije, za prostorske informacije in posamezniki se lahko znotraj teh kar razlikujemo. In se pa potem tudi kažejo razlike, ki se nanašajo na spol, da v povprečju so ženske nekoliko boljše pri verbalnih informacijah in nekoliko slabše pri prostorskih informacijah. Zdaj, tukaj lahko potem sprožimo naprej debato, je to nekaj, kar je čist biološkega izvora, ali je to nekaj, kar izhaja iz različnih izkušenj. Predvsem pa tisto, kar je za poudariti, je, da je variabilnost znotraj posameznega spola seveda dosti večja kot pa variabilnost med spoloma. Tako da imate veliko deklet, ki so dosti boljše v prostorskem delovnem spominu kot pa fantje in ne obratno, kar se tiče verbalnega delovnega spomina. Če gledamo pa v obe populaciji v povprečju, pa lahko najdemo neke statistične razlike. Hvala lepa. Prosim.